smo skupina Radio Jam in poslušamo Radioaktivno. Hočem nazaj je bila slišana skladba skupine Radio Jam z albuma Zen, Gregor pa z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Lepo zdravljen, lepo zdravljen. Pogledal sem malo svoj arhiv glasbeni in našel, da smo se srečali s prvencem 6. februarja 2018. Evo, 5 let je že dobrih. Točni podatki, oziroma jaz jih niti nisem zelo vedel, no. Daj smo se slišali, ampak 5 pa pol, že kar minilo. V tem času, kot je slišati, ste pridno ustvarjali? Smo, res pa, da smo imeli tudi vmes pauzo, tako kot pri velikih bendih neke menjave, potem pa nas je malo korona ustavila, ni bilo novih članov, nekako tak. Zdaj smo se pa v bistvu spravili nazaj in na polno delamo naprej. Tukaj imamo tudi prvenec Švitoris, ki je prinesel 10 pesmi. Nadaljujete to zgodbo? Stilsko bi rekel, da smo zdaj drugačni. Na tem novem albumu 12 komadov. Seveda se tudi razlikujejo med sabo, ampak je pa, bi rekel, mal drugačen zvok. Ostajate pa rockerji, kot je slišati, kot sem poslušal. Definitivno rockerji.
od malega že vsi naprej, tako da ostajamo tam. Pri intervjujih v zadnjem času uporabljam za pripravo tudi umetno inteligenco in v kopilota sem vpisal Radio Jam, pa mi ne vrže nič ven. Kje se skrivate dejansko? Pa mi se skrivamo v Celju ali pa v Žalcu. Ja, vse verjetno se kaj najde, no. Je pa dejstvo, da smo res letos bolj ustvarjali. Imeli smo par koncertov, bomo pa zdaj verjetno malo bolj aktivni v tej smeri, no, poskušali biti, je pa, vemo, kakva je situacija. Zelo težko priti na kako sceno. Kot sem dejal prej, če vpišem samo Radio Jam, potem mi govori o Radio Jamming, če vpišem band Radio Jam, potem mi ponuja vse rock bende, če pa napišem skupino Radio Jam v kopilota, potem pa že ve, da ste glasbena skupina iz Celja in okolice in da ste ponovno združeni v originalni zasedbi. Ja, točno. Ja, včeraj zgleda ta kopilot, ni najbolj seznanjen z zadevi, no, verjetno bi mogli biti na prvem mestu mi, ampak dobro, sam da je našel. Ja, dejansko Radio Jam smo nekako začeli že 2014, potem smo nekako v tej tisti zasedbi nehali, nova zasedba, tudi prvi album, zdaj smo pa nekako vsej strunarja, to so kitarist, basist iz prvotne zasedbe, bobnar iz druge zasedbe in ja, nekako smo se našli, no, zdaj spet na istih valovnih in zaradi tega tudi bi rekel mogoče malo drugačen zvok, ki pa meni osebno v bistvu še bolj paše. Hočem nazaj, je bila prva, ki sva jo zavrtela, tudi aktualni singl. Ja, to smo zdaj v bistvu v prejšnjem tednu nekako v velikem upanju pošiljali po radijskih postajah. Moram reči, da je mogoče malo več odziva, kot pa pri prejšnjih 2-3 komadih, ki smo jih že pošiljali. Ampak ja, nekateri radi imajo interes, drugi ne. Sami pa nekako vztrajamo, da pač bomo delali muziko še naprej, pa v dobrem, v upanju pošiljali seveda tudi v medije. Druga, ki bo šla v eter, bo Mala. Tudi smo jo že spoznali kot single. Ja, tudi ta je bila poslana. No, recimo ta je čist nekaj drugega od Hočem nazaj, ki je res, bi rekel, že tak alternativni rock, ali pa kaj bi ga opredelil. Mala je pa skladba, ki gre takoj uho, lahko si jo takoj poješ, kratka. Radijske postaje ne more imeti izgovor, da je predolga, da ima noter drive kitare. Ne tak, bi rekel, Beatle komad v slovenščini. Včasih pride takšen dan, da ne veš nekod nekam. Vse ti gre narobe, ves čas še, ko greš drugam. Svet smeji se, a ti ostajaš sam. Vse je kot v slabem filmu, najraje šla bi stran. Mala moja, dej poglej, ni se kot črno. Raje se nasmej, usodi, vse bo še prišlo. Včasih dež pokvari najbolj sončen dan. Polna luna na te sije še, ko greš drugam. Ne predaj se in poglej naprej. Vse bo še prišlo na vrsto, vse bo še prišlo. Mala moja, dej poglej, ni se kot črno. Raje se nasmej, usodi, vse bo še prišlo. Raje se nasmej, usodi, vse bo še prišlo.
Mala in Radio Jam z albuma Zen. Gregor, prej si dejal, da v letu 2014 segajo vaše korenine, sedaj potem v prvotni zasedbi. Ja, se pravi, kitarist in basist iz prvotne zasedbe sta se sedaj zopet vrnala, preključila, nekako smo najdli iste smeri. In potem ostal je pa bobnar, s katerim smo delali tudi prvi album, tako da smo en tak, zdaj se mi zdi, fajn tim. No. 4 ste v zasedbi? Ja, 4, klasika, bobni, kitara, bas, vokal, pa malo ritm kitare še, tako da to je to. Čeprav pa pogledamo celotno zgodovino zasedbe, ni bilo neke dosti kadrovskih sprememb. V bistvu niti ne, no. Prvotna, naslednja z album in zdaj to, in to je to, no. Ni bilo nekih strašnih menjav, no. Mora pa biti v bendu ustrezna kemija, da dobro vse skupaj funkcionira. Ja, to je vedno, če pač, mi smo pač taki rockerji, ki zjutraj vstanemo in gremo delat, muska nam je pa večerno, oziroma pač enkrat, dvakrat tedensko večerno razvedrilo in če tukaj ni istega pogleda pa mišljenja, pač nima smisla nekaj delati, ker slej ko prej zadeve ne klapajo več. No. Je potem tudi to filter za sproščanje? Seveda, to je glavni filter, saj meni. No. Pa dajanje ven svojih idej, oziroma mogoče kdaj pa malo jeze. Pa ja, tudi to, če ne druga, ko zašpilamo kak cover na vaji, ki je malo bolj jezno usmirjena, pa še bolj kitarsko močno. Tretja, ki bo vas pustila, bo Vse, kar hočeš. Ja, tudi ta single smo v bistvu že dali ven, radijske postaje, ta je bil tudi z videom podprt, bi rekel, en tak pop ali pa rock pop komad z dobrimi kitarskimi podlagami. Ta pesem je zate, če ti je všeč, jo vzem, če pa ne, jo strgi, napišem ti drugo, kot 1000 drugih, 100 let nazaj. Ni problema, sam reč, kaj hočeš, narišem oblake, narišem ti zvezde.
Skupina Radio Jam z albumom Zen oddaji Radioaktivno. Če mogoče še predstaviš, kdo je kdo v zasedbi? Ja, na kitari Uroš Planinc, zdaj in v bistvu že prej v prvotni zasedbi, na bas kitari Dani Telebar, na bobnih Matic Anderlič pa moja malenkost Grega. Ste vsi ustvarjalni, vsi ustvarjate ali je kdo za kaj zadolžen bendo? Ja, bi rekel, da se malo porazdelimo, no. Pač glavni pri ustvarjanju je sigurno Uroš kitarist, on nekako strela komade, se pravi, da smo v bistvu ta projekt končali. Na vajih že špilamo 2 oziroma 3 komade za naslednji album, tako da materijala je, jaz mislim, da ga že ima več ali manj izdelanega skoraj za celo naslednjo ploščo, no, ampak to bo še prišlo na vrsto. Pa smo pa ja, ostali sicer seveda na vajih, nekako zlagaš komade skupaj, pomagaš, jaz se malo bolj obadam z bookingom pa PR-jem, kolikor mi pač uspeva. En za logistiko, drug za neke tehnične stvari, tako da probamo si tako malo razdeliti, ker pač vsak ni za vse. Uroš Planinc je sedaj pri Radio Jam svojo skupino Uroš Planinc Group še ima? Pravi, da je na stand-by. Na stand-by, v bistvu mi imamo cel kup nekih projektov, no, še nekaj delamo, ampak to čez čas objavimo oziroma pošljemo. Za Uroš Planinc Group pa je rekel, ja, da pač zadeva je na stand-byu in če je potrebno, oziroma gre tudi kaj odigrati, oziroma se gre za zasedbo odigrati. Še kateri drugi član dela v kateri skupini? Ja, še Bobnar dela nek drugi, neki zelo projektno, oziroma sodeluje, zdaj ne vem točno kak, nismo se zadnjič imeli z Eričem, Miha Erič, to pa mislim, da je to, je še tudi pri eni, v bistvu, cover avtorski zasedbi delam, tako da imamo raznolike večerne aktivnosti. No. Potem že moraš prav računati, v kateri band greš danes? Pa ne. Na katere vaje greš? Test ni, no, ni tak, ampak ja, glavno je, da nam je fino na vajih. No. Naslednja bo Na drugo stran, ta pa še ni bila izdana kot single. V bistvu je bila, ampak že kar nekaj časa nazaj. No. Ta je tudi v bistvu podprta z videom, tako da je bila. Potem pa se mi mail nekaj izmuznil. Možno. Je smisel, da napišem ta komad, sprašujem se, zakaj spodelam te stvari. Dost je pesmi in takih kot mi, najraje šel bi stran. Nekam drugam, na drugo stran, nekam drugam, kjer nisi sam. Nekam drugam, tja daleč stran.
Skupina Radio Jam z albumom Zen oddaje Radioaktivno, Gregor je z mano. Zen je drugi album po vrsti. Ja, v bistvu 2018-2017 na koncu smo izdali Švitoris, to je bil naš prvi album. Bi rekel, mogoče bolj rock'n'roll, ta pa je, bi rekel, rock, ni toliko rola zramno. Če pa pogledamo, kaj pomeni Zen, je smer budizma na Japonskem, ki uči tehniko samoobvladovanja notranje sprostitve. Če pa poslušamo album, pa to nekaj popolnoma drugačnega. Ja, mi se pač Zen, Zen si lahko marsikdo predstavlja tudi malo po svoje, oziroma si ga po svoje naredi. Če pač govori o neki notranji sprostitvi, ja, muzika je sprostitev, zdaj pač mogoče daš na ven, je pa sprostitev lahko tudi na notrno in definitivno mi na vajah se sproščamo. No. Ni nam problem, vaja nam je fajn in to je sprostitev. No. Torej želite, da se mi sproščamo ob rock glasbe? Seveda, že od nekdaj je bilo tako, tudi zdaj mora biti. Pomeni, da treba dati v to vrstno sproščanje kar nekaj energije. Ja, seveda, čez cel ta proces in na vajih in pri ustvarjanju je treba dati, ampak v bistvu je fajn. Fajn je in procesi in vaje in ta energija, ki jo daš ven, mislim, po vaji nisi zmatran. Kljub temu, da je mogoče vaja naporna, ampak je fajn. Je potem album dobil tudi naslov po skladbi Zen iz leta 2019? Pa v bistvu niti ne, no. Je mogoče skladba tudi s takim naslovom, oziroma Najdi svoj zen, ampak malo smo v tej smeri razmišljali, no. Muzika nam je sprostitev, no. Ti si kaj tako spiritualno sproščeno razpoložen, kot uči ta Zen? Pa bi rekel, da sem kar doskrat, no. Poskušam čim bolj v to smerno. Čim manj se sekirati, uživati, fajn se imeti, vse to je nekako bistvo življenja, tako bi mogli biti. No. Dobro, da ti je to uspeva. Pa, mislim, seveda ne zmerom, ampak ja, poskušam. Mislim, meni je fajn, uživam. Očitno imaš svet iz sanj. Skoraj, ja, zakaj pa ne, saj vsak si mora narediti najboljš in ja, imam. Potem ga kar zavrtivo. Dajmo. Spet nov večer, nevažen in vel zaspan. Vse je lepo, le tebe ni tukaj, odnese me stran, daleč od sveti sanj. Ko se je imelo smisel, je ne morem spati, ne morem spati, ko zaprem oči, ne morem spati. Vse se spet vrti, v mislih si leti. Svet je ujet, oblake brez besed, zrak spet kriči v neznane višave. Vem, da ne smem in morda prepozno je, a vseeno mislim na tele. Ne morem spati, ne morem spati, ko zaprem oči, ne morem spati. Vse se spet vrti, v mislih si leti.
Svet iz san skupine Radio Jam. Veliko materijala ste nam pripravili, skoraj 3/4 ure glasbe, 12 pesmi. Ja, tu se jih je nabral, pa smo rekli, dajmo vse gor, kar smo pač dejansko imeli posnetega. Ja, kaj če moš parat? Če je posneto, ne gre naprej, no. Ker pravim, material dejansko že imamo, tudi za naprej delamo in nima smisla kopičiti na računalniku v arhivu. Kdo skrbi za besedilo? Bi rekel, tudi Uroš, neki jaz, pokombiniramo, na vajih popravljamo, tako da je malo, bi rekel, mešano. No. Ustvarjate, kot je slišati v slovenskem jeziku? Ja, za enkrat če. Kaj se bo pa naprej dogajalo, bomo pa videli. No. Imamo sicer eno zadevo že eksperimentalno tudi v angleščini posneto. To bo za tiste, ki bodo dobili album v roke, možno slišati. Tako da ja, bomo videli pa, kako bo naprej. Kaj pa tematika besedila? To imamo v bistvu na komad Ti in jaz. Treba poslušati. Vsako besedilo posebej. Ja. Verjetno pa bolj, kot je videti oziroma slišati, vse skupaj vleče na ljubezensko. Pa neki na ljubezensko, bi rekel, neki so, bi rekel, da se treba poslušati, treba razmišljati o življenju, iti s svojo glavo naprej, ne pa z glavo oziroma z tistim, kar ti drugi dajo v glavo. No. Ker pri parih komadih smo nekako bili na to pot postavljeni, da smo take tekste delali. Treba razmišljati s svojo glavo in ne, Točno. Da drugi razmišlja zate. Točno. Pa danes to še možno v času vseh digitalnih platform, družabnih omrežij kot Je. Pač malo manj moraš biti na teh platformah pa družabnih omrežjih, oziroma treba jih je zelo z rezervo vzeti oziroma pregledati, če že pregleduješ ne samo eno zadevo, ampak eno in tudi kontra in tudi tretjo, četrto, peto, pa mogoče dobiš malo bolj realne predstave oziroma mogoče veš, kam pes taco moli. Čeprav pa vidim, da danes je kritičnega mišljenja vse manj. Da tisto, kar je napisano nekje, da tisto je za sveto. Pri veliki večini že ljudi. Nažalost. Se da to z glasbo spremeniti, da opozarjaš na to? Mislim, spremeniti ne moreš. Oziroma se malo ozavestiti. Pa mogoče lahko, zdaj, če pač ljudje poslušajo tekste, pa malo o tem razmišljajo, potem sigurno, zakaj pa ne. Mislim, da bo temu primerna kar naslednja, Dvigni pest. Ja, to je pač točno takšna, ja. Morajo poslušati malo besedilo, pa mogoče razmišljati o tem. Dan, vsak dan izginja moj plan. Ne vem, kdo sem, nekje me čaka moj dan. Skušam rešiti se in najti pot, a moje sonce ne gori. Jaz hočem zdaj vse. Dvignil bom pest, ne morem čakati več. Jaz hočem zdaj vse. Dvignil bom pest, ne morem čakati več. Govorite nama, vse so laži. Spite na stolih iz ukradenih dni. A vam ni jasno, za večno ni nič. Prihaja čas, ki ni za vas.
Dvigni pest in Radio Jam. Vidim, Gregor, da si prinesel s sabo še nosilec zvoka. Točno. Ja, mi smo pač za ta album razmišljali, na kaj ga spraviti, ali ga dati na CD, ali ga dati na vinilko, pa nekako vinilko smo rekli, verjetno tudi prevelik strošek, po drugi strani zelo malo ljudi ima vinilke, no, mi osebno jih imamo doma, veliko kupujemo, imamo 2 gramofona v hiši. Potem smo razmišljali CD, pa smo gotovili, da te novi avtomobili sploh nimajo več CD predvajalnika, zato smo nekako se odločili kar za USB ključek in mislim, da je kar v redu zadeva, no, vse koliko smo do zdaj feedback dobili nazaj, funkcionira tudi v novih avtomobilih. Pa no, USB ključek lahko da zraven še kaj drugega, razen glasbe. Seveda, lahko daš, zdaj mi smo pač zadevo naredili samo v tej obliki, da smo dodali še obliko komadov malo bolj primernih za radijske postaje. Ker vemo, da pač ljudje v večini downloadajo stvari oziroma pač poslušajo na netu, ta ključek nam je pa nekje vizitka, ko prideš na radijsko postajo oziroma do nekega medija ali karkoli. Kako do te vizitke, če kdo želi imeti fizične oblike? Nas kontaktira preko Facebooka, s poročilom, ni problema, smo dosegljivi. Verjetno pa je glasba dosegljiva tudi na vseh streaming platformah? Zaenkrat še ne, nalagamo še zdaj, mislim, da vsi komadi razen enega so na našem YouTube kanalu, s tem, da še niso vsi na javno, bojo, ko bo čisto uradno tale album odzunjih, ker še čakamo iskreno škatlico, v katerega jo bomo zapakirali. Pomeni, da danes dejansko vrtivo album predpremierno. Točno. Zato bo tudi naslednja taka predpremierna, Sem, kar sem. Ja, dajmo spustiti. Razmišljal sem o vsem, kar učijo vas, o soncu in dežju, ter vojnah brez sramu. Ne vem več, kaj je res, kdo si ti in kdo sem jaz, zakaj denar ubija nas. Odpri oči in misli svoje misli. Odpri oči, prebudi se iz sanj. Laži postale so naraven naš izraz, meglen je vaš pogled in obet razum. To je pesem za vse, ki še verjamete, pridruži se nam zdaj, zavrti svet. Odpri oči in misli svoje misli. Odpri oči, prebudi se iz sanj. Sem, kar sem in Radio Jam in Gregor Casey. Ja, bi rekel rocker po duši,
kaj ne rečem še druga. Vsi skupaj smo, bi rekel, že danes včeraj sem razmišljal, pa več, ko smo se imeli na vaji, da smo že eni taki veteranski rockerji in vsi dolgo v muziki in nismo stari 20-25 let, kot ti mladi bendi, ampak ja, še vedno pa z veseljem gremo na vajo, odšpilamo korektno, na koncertih se še lahko gibljamo, ne sedimo, tako da sem živ. Torej še na odri date veliko energije iz sebe, od sebe. Pa ja, jaz mislim, da oder nam je tisto glavno. No. Album je pač, da nekako zadevo spraviš v arhiv, da jo kdo sliši, če ne prije na koncert, da jo mogoče kakšna radijska postaja zavrti, ampak koncert je pa tisto glavno. No. Sej nam je to neka tista polnjenje baterij, no, tudi. Ste veliko na odrih? Zdaj, pred tem izidom niti še nismo bili toliko, drugače pa ja, mislim, bili smo prej dosti na odrih. To je cilj. Je pa res, da po Sloveniji priditi na odre je kar, bi rekel, za bende, ki jih radijske postaje ne sučejo, znanstvena fantastika priditi na oder, oziroma na koncu bi mogel še mogoče celo plačati, da prideš na oder. Po drugi strani, ko se meniš kaj na kakem radiju, ja, vas nismo še nikoli slišali, ne moramo to, ne moramo ker vas ne sučemo, ja, zakaj nas pa ne sučete? Ja, potem se pa zatakne, pa spet ni nobenega odgovora. Da tu je res škoda, da ni več takih oddaj kot je tale, da ni več radio, ki bi dejansko podpirali muziko slovensko, ki je pač nas normalno na nekem nivoju, ker če malo pogledamo tujino, je to čisto drugačno. Tam je prva njihova muzika, pol pa ostalo, kar fila program. Pri nas pa ravno obratno. Nažalost, ampak res. Pa ogromno res dobrih, norih slovenskih bendov. Delajo slovenščini ali delajo angleščini, to zdaj nima veze, ampak ogromno dobrih bendov. To lahko potrdim, tudi če pregledam preglednico letošnjega leta gostov, ki sem jih imel v studiu. Ja, verjamem. Od mladih pa do starejših bendov vse. in pevcev ter pevk. Kako so poslušalci sprejeli vašo glasbo, glede da ste že skladbe tudi igrali v živo? Super bi rekel, no. Pač mi imamo par komadov res tako, bi rekel, ker je tako uho, tiste ni problema, drugi so pa spet, bi rekel, res hudo podprti s kitaro, že rockerski, hard rockerski, pa spet za tisto drugo publiko, ki uživa v taki muziki in mislim, da je bil vse posod dober feedback. No. Naslednja bo Ti in jaz. Ja, spet treba malo poslušati. Jaz moram priznati, da par komadov tle gor so imena, ki si jih še nisem zapomnil, ker smo imeli seveda zdaj čez ta cel proces, pa se zdaj druga imena komadov in zdaj, ko se vozim z avtomobilom zmerom, pa ko se mi ime prikaže, kjera je že to druga imena, da pa skombiniram, kjer je pa prav, da zdaj študiram, ko šli na 14 dni imamo, ali 3 tedne prvi nek promocijski špil, si mogel prav imena komadov zapomniti, ali pa bom pod starim imenom še govoril. Ja, to imate glasbeniki dosti krat opažam. Ja, to je tak, ker na vajih imaš pač neko umetniško oziroma neko trenutno ime in pol, ko delaš za na album, pa se odločiš drugače oziroma, ne vem, pač tak izpade, no, in pol imaš problem pri imeni. Da je komad, kater pa je to se zgodi, ja, ampak dobro. Ko se zbudim, pogledam v zrak, trenutek, ki sam prileti mi pred oči. Stanem se, oživim nov dan, utrinki zvezd mi padajo v roke. A nekaj je narobe, izgubil sem ves svoj svet. Vse bi bilo lepo in prav, če bi že takrat spoznal, nosiš me le za okraj.
se ugaša, oblaki so rdeči, misli letijo, ustavil se je čas. Zato grem naprej in hodim po cesti, cesti, ki nikjer se ne konča. A nekaj je narobe, izgubil sem ves svoj svet. Vse bi bilo lepo in prav, če bi že takrat spoznal. Nosiš me le za okras, kradeš ves moj čas. Ti si ti in jaz sem jaz. Ti si ti in jaz sem jaz. Gregor iz skupine Radio Jam z mano vodaje Radioaktivno. Zen je album, ki ga danes predstavljava. Danes težko rečem, da je to naslovnica albuma, ali se motim? Je, v bistvu bo, samo bomo malo na večje. Ja, ko dobimo Na vinilni plošči bi to bilo zelo na veliko, ne? Ja, no sej, tak je plan. Tak je plan, zdaj čakamo to embalažo in tako smo planirali, ja, da bo to dejansko naslovnica tudi tam, na zadnji strani pa seveda še nekaj dodanega, pa če bomo videli, kako bo dejansko ta dizajn nared za sam embalažo, no. Ampak ja, definitivno sprednja stran bo takšna. Ker vidim, da iz vašega imena šprica, če rečem to po domače, veliko strel oziroma energije. Pa v redu, ok, lahko je to, ja, lahko je energija, ja. Se strinjam. Ali pa elektrika, na primer, ne? Ali pa strele. Ja, karkoli, no, lahko je energija, lahko je tudi elektrika, dobri podprti komadi, karkoli si lahko predstavljaš iz tega ven. Potem je to dejansko protiutež naslovu albuma Zen, ko pa govorimo o umirjenosti. Evo, smo dobili zdaj, vem za naprej, kako bom razložil naslovnica. Kot sem gledal po spletu, sem našel, da imate še spletno stran, ena izmed redkih bendov še v Sloveniji. Nimamo. Band Radio Jam, Wixsite. Ne. Tam še vedno nekaj obstaja. Ja, mogoče kaj starega, ampak ne, nismo ažurirali zdaj z novo plato, ni ažurirano, stara je pa možno, da je še, ja. Ampak moram iskreno, nisem že lep čas pogledal. V bistvu, ja, Facebook je to, kar nekako zdaj še malo objaviš gor, ljudje pogledajo in to je to. Spletna stran, pa nekateri še imajo, no, mi smo se nekako odločili, da zaenkrat ne, no. Torej samo družabna omrežja. Sam to, pa še to v bistvu, iskreno, to je pač ok, mora biti, zato da se pokažeš, da objaviš, ki imaš koncert, ampak najbolje je pa tisto osebno. Koncerti so važni, je pa res, da nekako tudi tako kot je včasih bilo, ko si po celem mestu nalepo plakate, da so vsi vedeli, za koncert tega ni več, no. In pol se nekateri prek Facebooka nekako zvejo za dogajanje, kaj se dogaja, konec koncev objavljaš oddaje, pa vse skupaj, da lahko ljudje slišijo, no. Na zadnji danes vidim, da moraš za glasbo delati popolnoma drugače, kot si delal pred 10 leti. Ja, točno, ja. V bistvu je bilo meni takrat bolj všeč, ampak da, tak je. Si malo še nostalgika. Recimo. Naslednja bo Vse bo v redu. Ja, tu se je v vlogi pevca preizkusil še kitarist, en komad, bi rekel tudi tolažilni komad. Ne vršiti puške v koruzo,
ker bo vse v redu. Zadnjič pozno sem prišel domov in prižgal si nov ekran. V trenutku je izginil svet, a jaz hočem še verjet. Vse bo v redu, vse bo v redu, sam še malo. Vse bo v redu, vse bo v redu. Gledam telefon ves noč in dan, pred mano izginja ves planet. V meni še gori ta možek let, ki verjame v ta svet. Vse bo v redu, vse bo v redu, sam še malo. Vse bo v redu, vse bo v redu, sam še malo. Vse bo v redu, vse bo v redu, sam še malo. Vse bo v redu, vse bo v redu. Vse bo v redu, vse bo v redu, sam še malo. Vse bo v redu, vse bo v redu, sam še malo. Vse bo v redu, vse bo v redu, sam še malo. Vse bo v redu, vse bo v redu. Vse bo v redu, ter Radio Jam. Gregor, koliko vlagate v videoprodukcijo? V bistvu zdaj 2 komada, 3 iz tega albuma so v video obliki, že bomo videli, kako bo naprej. No. Vemo, da to pač finančno potegne kar nekaj za sabo, lahko da bomo naredili tudi kakšne video zadeve, glih tudi, da so nekako malo podkrepljene z videom, kar se tudi da v lastnih režijah oziroma z neko malo podporo. Drugače pa ja, neke konkretne videoprodukcije so dejansko zelo drage, zopet jo pa nimaš kje zavrteti. Razen na YouTubu, televizijskih postaj je zelo malo, ki bi spet vrtele muziko tako da je na koncu dejansko to samo neka promocija lahko prek YouTuba za, ne vem koga, organizatorje koncertov, pa nekaj poslušalcev recimo, ampak večinoma zdaj poslušajo, se gledajo, niti ne toliko. Dansko si mi že odgovoril na naslednje vprašanje. Ali se video sploh splača delati ob vseh streaming platformah? Mislim, splača sigurno ne, tako bi rekel z finančnega vidika. Mogoče je pač, da imaš za par komadov, da imaš kot neko promocijsko varianto, drugače pa nek velik budžet temu namenjate, mislim, da ne. Se tudi, če pogledamo, kaj se pač pri nam, kako se dela, zelo malo je bendov, ki veliko v to vlaga. Večino danes res je streaming platforme. Ja, to je, tako da tu še bomo verjetno tudi kaj naložili, ampak spravim, da glavnina je tisto, ko si mogoče na YouTubeu kdo posluša, drugače pa glavnina so, pa nam najbolj pomeni so koncerti. In to je tisto bistveno, no. Kontakt z obiskovalci, s poslušalci in to je to. Zato pa je tukaj tudi osebna izkaznica. Točno. Imenovana Zen. Zen. In najdi svoj zen bo ta, ki bova zavrtela kot zadnji v radijskem delu pogovora. Super, naj bo za konec še dobra, močna kitara. Pa malo sproščanja, verjetno. Ja. Gregor, hvala, da si se oglasil v našem studiu. Ne odhajaš še, ker ostajava na spletu, kjer bova zavrtela še preostanek skladb z Zena. Super, hvala, me veseli.
Gregor iz skupine Radio Jam, z mano vdaje Radioaktivno Zen je album, ki ga vrtiva. Kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno? Pa koliko sledim, mislim, da se kar fino razvija. No? En kup super hudih bendov, mislim, niti ne poznam toliko po imenih, ampak zaslediš komad, zaslediš na Facebooku kako zadevo, pa poslušaš, pa pozabim ime, ampak bendov res ogromno, dobrih, kvalitetnih, inštrumentalisti, nori, vokalisti, super. Tako da scena je, ni pa, kjer bi se lahko pokazali, ni podpore medijev in tu je škoda, no? Ker res bi dejansko lablo na sceni, pa če pogledamo poletne festivale, 7-8 bendov na vseh festivalih, na vseh se skozi svetijo, ostali bendi pač pa ne pridejo zraven, nažalost. Pa mislim, da bi jim bilo velikim mesto tam. No. Bi lahko mogoče izpostavil 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene, ne glede na žanr? Mislim, ne vem, koga bi zdaj tako menil. No. Zadnje čase, recimo, ko smo bili po koncertih, moram reči, da so hudo dobro žgejo Escalade. Za njih smo že leta nazaj enkrat tudi igrali skupaj, pa zdaj res top band. Iz našega konca recimo imamo v Celju dobre hard rockerje, so Kloni. Polet so me dobro uživo presenetili, alo stari. Mislim, bendov je ogromno, zdaj pač govorim sam seveda rockerje, drugim se ne posvečam, tukaj so pa ja, sigurno iz vseh žanrov imaš dobre, kvalitetne muzičarje, glasbenice tudi, ne bom govoril samo o glasbenikih. Ampak ja, te so sigurno, sem si jih bi rekel, v zadnjem času bolj nekako vtisnil spomin. Tudi igrali smo skupaj, ampak ja, res pokajo. Kako pa sam gledaš oziroma kako pa poslušaš slovensko glasbeno sceno, jo poslušaš slovensko glasbo? Ja, ta žanr sigurno, to poslušam. Zdaj bi rekel, da prek YouTubea ne, največ poslušam v avtu, moram reči. Ko sem na avtu poslušam, nekako prav iščem kaj novega, prestavljam malo programe, da vidim, kaj se kaj novega dogaja. Doma pa radija bi rekel skoraj ne, no, dejansko zelo malo. Potem ti v nadaljevanju želim veliko sreče, da boš zadev čim več rockerjev, ker ti malo bom preveril, koliko poznaš slovensko glasbeno sceno. Ja. Tukaj ti dajem preglednico iz 5 stolpcev, iz vsakega stolpca boš izbral eno številko, jaz ti bom zaletel kratek glasbeni izsek, ti pa mi odgovoriš, kdo je izvajalec in kakšen je naslov pesme. In predlagam, da pričneš v stolpcu A. Stolpec A, pa dajmo, kaj je tole, 52. Ko nežno božam te in s prsti ljubim te, čutim jo, še 1000 let bo tam. Zdaj vem, čas je želja. Gregor, bo šlo? Je mogoče to Gotarjeva? Ne, mogoče še greš malo bolj v zgodovino. Bila pa tudi naša predstavnica na Eurosongu. Švajgerjeva. Aha, no, okej, evo. Varjaš? Pol pike dobim. Dobiš. Če pa ugotoviš še naslov pesmi, pa dobiš 2. Ne. Še 1000 let. Verjetno. Ugotovil pa si, kdo je pevka. Stolpec B. Že nimamo čas z rabo, pa že skoraj ne vidim, ko je. Mogoče ti jaz posodim. Prosim. Ne vidim, katere številke so proste. Na 40 cm delajo. Pa dajmo 65. Bum, bum, srce razbija, ko vidim jo. Kaj če mi eksplodira, ni mi mar za to. Bum, bum, srce razbija, res lahko zbolim. Saj ona je moj aspirin. Skupina Skupina je? ne deluje več. Pa tudi pevec mislim, da je že umrl. Pred leti. Bom ti kar povedal. Povej, prosim. Juhu banda. Aha. Bum, bum je naslov pesmi. Sicer ni tvoj žanr. Definitivno ne. Stolpec C. C106. A boš malo moj, fanti z najbolj nori san. A boš malo moj, zdaj z menoj pričakaj dan. A boš malo moj in ostal še malo dlje. Če boš čisto moj, skupaj vem, zmore pa vse. Mislim, da bo ta bolj težka. Ta je še teža, ja.
To je tak kviz za milijon, pojma nimam. Tudi jaz ne bi ugotovil, če bi mi takoj predvajal, oziroma sedaj z prve. Alja Krušič, a boš malo moj. Dobre, Mislim, da je bila nekje na Talentih ali X-Faktorjih ali ne spomnim se več teh šov, ker jih v zadnjem času res več niti ne spremljam. Velike tega, ja. Jaz sem pa že na D, ja. Že, ja. Vedno bolj proti novejšim skladbam greva. Pa dajmo tole na 138. Vrtijo se leta, kot večna ruleta, ki sreča izbira številke. Spomini dragulji so nežni metulji, objevu časovne svetilke. Vrtijo se leta, kot večna ruleta, ki sreča pogosto izginja. To pa je bila znana pevka. Že dolgo je na sceni. Zagotovo jo poznaš. Se glas mi je znan, ampak kam bi jo podal? Na Primorsko. Imaš pa očitno srečo, da samo ženske zadevaš. Ja. Ne vem, kako se lepijo na te. Takle. Ne, se predam. Anika Horvat. Anika Horvat. To njo v drugem žanru bolj poznam, oziroma stilsko drugače, ja. Anika Horvat. Čeprav pa ima kar nekaj zadnjih časov takih pesmi udarnih. No, to Ruleta je naslov. No, ne bi nikoli rekel, da je njeno. Evo pa dajmo še 15. Povej mi, Katrina, me sploh rada imaš. Nazaj se ti vračam, da me spet izigraš. Mislim pa, da ta ne bo težava. Ne, ta ne bo tako težka, Joker out, ja, tu bi bil že skoraj kregan, če ne bi vedel, ja, Katrina, ker hčerka to posluša in večkrat sliši, to pa slišimo v hiši, no, tako da zato vem, no. Dobro si to ugotovil, če bi dobil po ušesih. Gregor, predzadnja, ki jo bova spustila, bo S teboj. Ja, s enim takim hecnimi vložki noter, če nisem zdaj pri imenu zamešal, malo smo si požvižgavali. In strmim v nočni zrak. Zunaj pada čuden dež, misli so zaspale vse. Ne vem, kaj naj naredim sedaj. Vse je kot temno, mislim le na tebe in na tvojo sladko kri. Nocoj priljubil se s teboj v zraku. Nocoj želim si tvojih vročih ustnic. Nocoj priljubil se s teboj vso noč. Nocoj bi bil s teboj. Čisto vsako noč, ko ugasnem vse luči, spomnem vedno na te se in na nore vse stvari. Ne vem, zakaj odšla si stran in ostal sem čisto sam. Vse, kar si želim sedaj, je mojih 5 minut. Nocoj priljubil se s teboj v zraku. Nocoj
Med teboj in Radio Jam, album Zen, Gregor za konec, album je zunaj. Boste še katero skladbo izpostavili kot single, podprli mogoče z videom? Ja, plan imamo, no. Plan imamo še vsej eno, da bi nekako se v neki obliki malo dalo video, zdaj pač kak bo to narediti, ne vemo. Upam pa, da nam bo uspelo, no. Zdaj pač ta hočem nazaj nekako probamo čim bolj spromovirati, koliko se podalo. Pa ja, plan je, no, da bi še vse eno, zdaj katero se še nismo dejansko odločili, no. 2 ali 3 komade še bomo kot single probali dati ven, potem pa ja, bomo videli, kak bo odziv. Prej si že dejal, da imate na zalogi tudi nove skladbe? Ja, dejansko mi na vajih že, bi rekel, že zadnje 3 mesece smo kar igrali že 2-3 komade že, ki bodo na naslednjem projektu. Zdaj, ta trenutek smo dali sicer na stran, no, da pač tele zadeve Orenk pripravimo za na koncerte, kolikor se bomo pač spravili na odre. Ja, materijala je dost, še kitarist pravi, da verjetno že skoraj za celo naslednjo ploščo. Treba ga je pa seveda pripnesti na vaje, preigravati, spreminjati stvari. Pa jaz mislim, da bomo ja že na spomlad pa zadeve začeli snemati naprej. Torej boste spomladi prišli iz cone notranje sprostitve v neko drugo fazo? Pa se ti se pa neka kreativna faza še bolj, da moraš celo razmišljati na vaji. To pa je dobro. Da ne prideš samo se zabavati. Ja. To nisem jaz, bo skladba za konec tega pogovora. Ja, to je, bi rekel, edin blues, res blues komad, dolg komad. Vsi imamo zelo radi blues, no, ampak komad blues imamo pa samo en na albumu, no. Tako da počasen komad, bi rekli tudi praktično edin počasen komad na plošči, spet nekaj malo drugačnega, no. Za sest se en kot, poslušati pa nekaj popiti. Ne nazadnje, ima tudi bluzovsko dolžino. Ja, malo daljši komad, sicer ne vem, ali je najdaljši, nisem jemen, da ja. 5:53, meni zračuna računalnik. To je taka čisto lepo radijska dolžina. Tako. Ga lahko v 2 delih predvajate. Na modernem radiju so to 3 skladbe. Ali 3 celo, no evo, pa če ga malo porežemo, pa napišemo 1., 2., 3. del, pa tudi gre čez. Ja, to nisem jaz ena, oziroma part 1, part 2 and part 3. To nisem jaz za konec tega pogovora. Gregor, član skupine Radio Jam, hvala, da si se glasil v oddaji Radioaktivno, ter uspešno in delovno naprej. Hvala, Boštjan, enako, upam, da se kmalu spet vidimo. Lahko bi imela vse, ljubezen, hišo, avto in TV. A ti si pozabila na vse, le denar ti zdaj pomeni vse. A jaz ne morem več tako naprej. Ne morem več, to nisem jaz. Ne morem več tako naprej. A vem, da prihaja moj čas. Obema je težko, pozabila si, da bistvo v srcu je. In jaz ne morem več
tako naprej. Ne morem več, to nisem jaz. Ne morem več tako naprej. A vem, da prihaja moj čas. Prihaja moj čas. Oh yeah. Smo skupina Radio Jam in poslušate oddajo Radioaktivno.